Pozdravljeni. Na progi v Barceloni so pri Ferrariju malce bolj zgodaj zaključili drugi dan testiranj. Namreč Lewis Hamilton je imel nesrečo ter je poškodoval SF pomišljaj 23. Kaj vse se je zgodilo in seveda še marsikateri podatek iz ozadja, pa v naslednjih minutah, kjer bomo skušali najti tiste prave odgovore, kaj se je zgodilo. Preden se spustimo k malce bolj poglobljeni analizi dogajanja na progi v Barceloni, je prav, da si ogledamo objavo skuderije Ferrari, ki je prišla v javnost približno po 24 urah od že prej omenjenega dogodka. Mi, navdušenci in navijači, smo tako izvedeli, kako se bo imenoval bolid v sezoni 2025. In moram vam priznati, da tu ni bilo absolutno nobenih presenečenj. Namreč v letošnji sezoni bo bolid skuderije Ferrari, kot ste razumeli tudi sami, SF pomišljaj 25. Gre za neke vrste kontinuiteto, ki se je pri skuderiji Ferrari pričela prav že z prej omenjenim SF pomišljaj 23. Za dvomljivce v sezoni 2021 se je bolid imenoval SF21, brez pomišljaja. A to ni tako važno. Meni je zanimiv tempizem, namreč približno 24 ur po prvi resni nesreči Lewisa Hamiltona v skuderiji Ferrari pride na dan takšna objava, ki seveda predhodno na lestvici novic potisne kar precej proti dnu. Ampak verjamem, da gre za golo naključje. Konec koncev, kako se bo imenoval bodoči bolid, vsaj meni, ni tako važno. Važno je bolj, ali bo konkurenčen ali ne. A vrnimo se k tistemu testiranju bolida SF pomišljaj 23, kjer smo videli prvi trk Lewisa Hamiltona s Ferrarijem. In da malce povzamemo zgodovinska dejstva. Prav tako na prvih testiranjih je imel Lewis Hamilton težave tako pri McLarenu kot tudi pri Mercedesu. Torej ne moremo govoriti o kakšnem padcu forme, o temu, da bi izgubil svoj lesk ali kaj podobnega. Kajti, če pogledamo, čemu so namenjena taka testiranja, bomo videli, da konec koncev takšne nesreče so dobesedno neizogibne. Ne smemo prezreti niti dejstva, da bi se kmalu nekaj podobnega zgodilo na progi v Fiorano, kjer je imel Lewis Hamilton težave z viranjem. Ampak tam je bilo ogromno publike, ogromno navijačev in verjamem, da bi kdo napravil več kot odlične posnetke, ki bi jih lahko potem analizirali. Ampak tokrat ni tako. Verjamem, da ste videli fotografije, ki prikazujejo Lewisa Hamiltona, kako z blokiranimi kolesi gre po progi, seveda proti zidu. Ampak rad bi vas opozoril na nekaj podrobnosti. Prvič, da se je nesreča zgodila okrog 11. ure in da ni bilo oblačno. Kar pa se ne da sklepati iz fotografij, ki jih vidimo. In drugič, da verjetno proga v Barceloni nima robnikov pobarvanih v trobojnici italijanske zastave. In zato lahko sklepamo, da tiste fotografije, ki so nam jih pokazali, izhajajo iz že prej citiranega testiranja na progi v Fiorano. Ampak ni važno, nekaj zanimivega je tudi tu.
A najprej moramo poudariti nekaj, da navkljub temu, kar so poročali nekateri viri, trk Lewisa Hamiltona ni bil tako nedolžen. Seveda, voznik jo je odnesel absolutno brez nobenih poškodb, ampak bolid je bil precej poškodovan. Govori se predvsem o poškodbah na prednjem delu, torej v območju nosnega konusa in prednjih uves. Zakaj to lahko sklepamo? Ker popoldne je bil na vrsti Charles Leclerc. Ampak Charles Leclerc v drugem delu ni dobil priložnosti, ker so se popravila zavlekla predolgo in je sonce začelo že zahajati. Formula 1 konec koncev je šport na odprtem in nimajo vse proge umetne razsvetljave. Torej, če je bila nesreča Lewisa Hamiltona okrog 11. ure in če so popravila terjala najmanj 3 do 4 ure dela, nam je tako jasno, da je enostavno zmanjkalo časa, kajti ob 3 popoldne je verjetno že malček prepozno. Namreč vozniki Formule 1 morajo imeti optimalno vidljivost. A brez skrbi. Charles Leclerc je svojo priložnost dobil tudi dan prej, ko je bil on tisti, ki je imel na razpolago dopoldanski termin. Pravilnik same Formule 1 veleva, da takšna testiranja se lahko opravijo samo z enim bolidom in zato je treba seveda turnuse deliti. A vrnimo se k sami nesreči. Nekateri viri poročajo o tem, da naj bi Lewis Hamilton izgubil nadzor nad svojim Ferrarijem, ko je v območju 12. ovinka na progi v Montmelooju naletel na grbino. Kar je morda absolutno res, ampak sprašujem se, če je res takšna grbina na progi v Montmelooju nastala čez noč, da jo nihče ni opazil, ali pa je bila tista grbina, ki v drugačnih pogojih bi bila čisto nedolžna, samo nek posredni fakt. O čem govorim? Istočasno kot testiranje Ferrarija na progi v Barceloni so bili v Franciji na znameniti progi Paul Ricard prisotni člani ekipe McLaren. V tem primeru ni šlo za zasebno testiranje, temveč za testiranje pnevmatik Pirellija za prihajajočo sezono 2026. Torej gre za pnevmatike, ki so drugačnih dimenzij in tudi McLaren MCL60 ni bil po specifikacijah iz sezone 2023, temveč je bil rahlo prilagojen. A Oscar Piastri v jutranjem terminu je imel težave zaključiti svoj program. Ne zaradi kakšnih tehničnih okvar ali kaj podobnega, ampak zaradi temperatur. V določenih trenutkih na določenih delih proge je bilo po pričevanjih prisotnih moč zaznati temperaturo tudi -2 stopinji Celzija. Ne moremo enačiti proge v Franciji z ono v Španiji. Verjamem, da so bile tam temperature višje, ampak rad bi vas spomnil, da pred leti, v času, ko so bila tu še tako imenovana zimska testiranja, je snežilo. In torej ne moremo izključiti, da so bile tudi temperature v Barceloni pod tistim, kar bi lahko bilo idealno. Konec koncev, vsakdo izmed nas se lahko zamisli, pri kolikih stopinjah Celzija nas sodobni osebni avtomobili opozorijo na to, da je temperatura izven avtomobila prenizka, bistveno pred -2 stopinjama Celzija. In to pomeni, da če so temperature nekako izven tistega optimuma za navadne cestne vsakdanje avtomobile, kaj še to pomeni
za seveda bolide Formule 1. In tu je treba dodati še en pomemben faktor. Pirelli za testiranja predhodnih modelov TPC pripravlja posebno specifikacijo pnevmatik, ki niso v tistem izboru C1, C2, C3, C4 in C5, ampak so trše. Poenostavljeno bi lahko dejali, da so neke vrste C0. In prav ta kombinacija, torej nizkih zunanjih temperatur, posledično nizke temperature asfalta in izjemno trde pnevmatike, so lahko pripeljale do nesreče Lewisa Hamiltona. Mnogokrat sem že dejal, trša kot je pnevmatika na višji delovni temperaturi nudi potreben oprijem. In ker Lewis Hamilton verjetno je skušal iti malce prehitro, biti malce preveč agresiven, bi lahko sklepali, da na tisti že prej omenjeni grbini je enostavno izgubil nadzor. Prišlo je do blokade in seveda odletel je proti zaščitnemu zidu. Če se spomnite tistih dveh fotografij, o katerih smo že govorili malce prej, vidimo na eni nekaj zanimivega, čeprav je morda posnetek iz Fiorana. Na tekalni površini Ferrarija SF23 lahko vidimo tako imenovani sled spot ali sploščitev. To pomeni, da je Lewis Hamilton, ko je začutil, da so kolesa blokirana, rahlo popustil zavore in jih nato zopet pritisnil. Dokaz, da je vedel, kaj se dogaja, da je skušal rešiti težavo in seveda tudi v Fioranu je enkrat malo manjkalo, da bi končal v zidu, kot smo že omenili predtem. Ampak kaj to pomeni? Po mojem skromnem videnju dobesedno nič. Nekateri bi dejali, da poškodbe na bolidu so preprečile Charlesu Leclercu, da bi odpeljal določeno število kilometrov, ampak gre v bistvu samo za trening, ki je konec koncev nepomemben. Namreč tretji dan testiranj je rezerviran za večnega Antonija Giovinazija in Dina Beganovića. Dino Beganović je član Akademije Scuderie Ferrari, ima švedsko licenco, čeprav njegova družina prihaja iz Bosne in Hercegovine. Videli smo ga nastopati v Formuli 3, v zaključku lanske sezone Formule 2, kjer bo prisoten tudi letos. In po mojih izračunih s tem testiranjem je zbral tistih 40 točk za podelitev super licence. In videli ga bomo verjetno na prvih prostih treningih v sezoni 2025. A vrnimo se k Lewisu Hamiltonu in Charlesu Leclercu. Zakaj pravim, da ta prekinitev ni tako pomembna? Namreč 4. in 5. februarja, prav na progi v Barceloni, bodo prisotni člani ekipe McLaren že s prej omenjenim MCL60 in oba voznika Scuderie Ferrari, tokrat z rahlo predelanim SF24, torej bolidom lanske sezone, kjer bodo testirali, podobno kot sem že omenil pri McLarenu, pneumatike Pirellija za sezono 2026. In tu, z malce bolj svežim bolidom, bo verjetno Lewis Hamilton lahko pokazal kaj malega več. A glavno se bo začelo 19. februarja, ko bodo predstavili tudi uradno SF25. Seveda dan po tistem, ko bo v Londonu prireditev, kjer bomo mi navdušenci deležni novih barvnih shem. Mnogokrat sem že poudaril, kako takšna prireditev, vsaj v mojih očeh, je gola izguba časa. In nato po tistem snemalnem dnevu 19. februarja bodo odšli seveda v Bahrein, kjer bo od 26. februarja naprej prirejeno zimsko testiranje za vse ekipe. Lewis Hamilton bo seveda imel na razpolago dan in pol. Testiranja bojo trajala 3 dni, vsak izmed glavnih voznikov
bo pa imel na razpolago polovico časa. Torej, če malce povlečemo črto, bi lahko dejali, da nesreča kot taka ni imela absolutno nobenega vpliva na nadaljnji razvoj prilagajanja Lewisa Hamiltona k skuderiji Ferrari in da glavne priložnosti so še pred njim. In tudi Charles Leclerc, vsaj po mojem videnju, ni bil toliko prikrajšan, kot bi si lahko kdo mislil. Torej, nič kaj takega. A vseeno, tudi ta prigoda nam je dala kar nekaj priložnosti za razmislek in za iskanje odgovorov na zanimiva vprašanja. A za danes bo to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.